V zadnjem letu ste odigrali tudi nekaj spletnih koncertov. Kakšna je izkušnja igrati brez publike? Ja, drugačen medij je. Sicer, ko delaš predstave, je fajn, da imaš publiko v mislih, ne? Pa tudi, ko nastopaš. Sicer, tako da, veš kaj, publika je bila, ampak je bila publika v smislu tehnična ekipa, snemalci, zvok, a veš, organizatorji. Mi smo imeli v kinu Šiška, recimo, skozi eno dogajanje. Smo se premikali po prostoru, po odru, po tam v backstageu. Tako da moraš si pa sam zamisliti publiko, pa nekako imeti to, a veš, navidezno povezavo s kamero, ne. Si moraš predstavljati, da je to pač nekdo. V vaših besedilih je veliko sodobnih kulturnih referenc. Kako poteka pol kreativno pisanje besedila, kdaj nastajajo? Odvisen, kakšne osebne izkušnje ima kdo trenutno, ne. Lahko so te izkušnje prav navdih, lahko pa se kdaj tudi zmenimo, ok, ta komad govori o temu, ali pa ta pesem bo naslavljala to pa to. Tako da odvisen, kdaj, ja veš, začneš pisati brez ideje, kdaj pa se osredotočiš na eno idejo. Kako pa gledate na preteklo leto in kako ste doživljali odmevne dogodke, recimo situacijo z Rogom? Situacija z Rogom? Jaz živim blizu Roga, ne, in sem dostikrat šel v Rog in se mi zdi, da je bilo to eno super prostor za neke alternativne dogodke, a veš, ker eno svojo kulturo je razvila ta tovarna, ne. Imel si delavnice, umetnike, a veš, zatočišče za ne vem, begunce, vse to, ne. Tako da, kar se je tam delalo, je škoda, da ni več tega, ne. To tudi zaradi te politične situacije ima letos Konigunda rdeča nit srcalo družbe. Kaj pa vi kot band srcali to ljudem in kdo ste kot posameznik, ko se pogledate v gledalo? Kaj zrcalimo ljudem? Ne vem, najbrž sebe, ne. Tako da to lahko dobijo vsakega pomal. 5 nas je, nekje eno. Ampak, kar se pa tiče, kdo smo mi, ko se pogledamo v gledalo, sam Bog ve.